Oče mi je povedal: križev pot za otroke. Vse, kar moram vedeti v življenju, sem se naučil kot otrok, ko sem poslušal zgodbe svojega očeta. Nekega večera me je vzel na ročje, me mehko objel in mi začel govoriti zgodbo o Jezusu, kako je na veliki petek nosil križ po Jeruzalemu. Prva postaja. Pilat obsodi Jezusa na smrt. Pilat se slabo odloči. V življenju je treba narediti, kar je prav. Na začetku križevega pota je moral rimski upravnik Poncij Pilat presoditi, ali je Jezus kriv ali nedolžen. Pa je zgrešil in se odločil napačno. Nanj je pritiskal ves svet in mu govoril, kako se mora odločiti. In namesto svoje vesti je poslušal ljudi. Zato se je odločil narobe. Ti pa, kakor Jezus, raje poslušaj svojo vest, tihi glasek svojega srca. V njem ti vedno govori Bog. Vedno ga poslušaj. On ti pomaga, da se vedno odločiš za to, kar je prav. Druga postaja. Jezus vzame križ na svoje rame. Jezus naredi nekaj težkega. V življenju si je treba sam zavezati vezalke. Seveda bi ti lahko kupili čevlje na ježka ali take, ki se samo nataknejo. Ampak zavezati vezalke je pomembno, ker se moraš za to potruditi. V življenju je treba izbrati, kar je težje. Ponavadi je težja stvar vedno pravilna. Lažje je komu vrniti udarec, kot mu odpustiti. Lažje je koga sovražiti, kot ga imeti rad. Zato je tudi Jezus vzel križ na rame. Lahko bi se uprl, lahko bi obupal, pa se je vendar odločil za težjo rešitev. Vzel je križ in ga nesel na goro. Potrudil se je za vsakega od nas in tako vemo, da nas ima rad. Tretja postaja. Jezus pade prvič pod križem. Jezusov poraz. V življenju je treba kdaj tudi izgubiti. Ne moreš vedno zmagovati. Ne moreš biti vedno najboljši, tudi če je to lepo in prijetno. Če namreč nikdar ne izgubiš, ne more nihče drug nikoli zmagati. In kako nekaj lepega je videti drugega, ki je srečen zato, ker si mu k veselju pomagal prav ti. Morda je Jezus zato padel na tla pod križem, morda je zato izgubil, da bi kdo od nas lahko zmagal. Četrta postaja. Jezus sreča svojo mater. Jezus sreča mamo. V življenju je treba velikokrat reči hvala. Ko se namreč človek zahvali za bombone, za vodo, za zdravje, za brate in sestre, za starše, se začne bolj zavedati, da vse dobre in lepe stvari niso nekaj samoumevnega, da se je moral zanje nekdo potruditi, da mi jih je nekdo dal, ker me ima rad. Velikokrat se zahvali svojim staršem, ki skrbijo zate, da ti je toplo, da imaš kaj obleči in jesti, da nisi sam, ko te je strah. Tako kot se je Jezus zahvalil Mariji, ki jo je srečal na najtežji poti svojega življenja. Peta postaja. Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ. Simon pomaga. V življenju je treba pomagati, komurkoli in kadarkoli je mogoče. Najpomembnejše, kar nam je Bog dal v življenju, niso hiše in zakladi, ampak ljudje. Ljudje so najbolj dragoceno darilo, ki smo ga dobili. Zato je treba z njimi tudi ravnati kot z biseri. Dragoceni so in pomembni. Zato je treba priskočiti na pomoč, kadar nas kdo potrebuje. Tako kot je Simon iz Cirene opazil Jezusa, ki je težko nosil križ. Vsakokrat, ko komu pomagamo, je tako, kot bi pomagali Jezusu na križevem potu. Šesta postaja. Veronika ponudi Jezusu potni prt. Veronika popravlja. V življenju je treba popraviti svoje polomljene igrače, ne pa jih vreči v smeti. Tudi ljudi ne zavržemo, ne odpovemo se jim, čeprav so nam grdi, čeprav so nam naredili kaj hudega. Se spomniš, nekaj dragocenega so za nas. Zato se raje potrudimo, da poiščemo v njih nekaj lepega in dobrega, da jih popravimo, da se pobotamo, če je treba, in tako drug drugega očistimo. Kakor je storila žena Veronika, ko je Jezus prišel mimo umazan in ranjen in grd, ga je opazila in mu obrisala obraz, da je spet postal lep.
popravila ga je v nekoga lepega. Tudi ti to zmoreš. 7. postaja. Jezus pade drugič pod križem. Drugi Jezusov poraz. V življenju je treba znati reči oprosti. Ljudje lahko naredimo veliko hudega in slabega. Nekaj lahko popravimo, marsičesa pa se ne da. Ko pa se iskreno opravičimo, drugemu povemo, da nam veliko pomeni. Tudi če ga to, kar smo mu naredili, še vedno boli. Ampak nekatere rane so lahko lepe, lahko poglobijo prijateljstva in prinesejo upanje. Tako kot Jezus, ki je 2-krat padel in se je 2-krat spet dvignil. 8. postaja. Jezus nagovori jeruzalemske žene. Jezus pozdravlja. V življenju je treba pozdraviti ljudi na ulici. Mnogo ljudi živi težko življenje. In ko nekoga pozdravimo, je tako, kot bi v njegovo življenje posijal žarek sonca. Ko nekoga pozdravimo, mu spet vrnemo smisel življenja. Čeprav mu je bilo težko, je Jezus pozdravil žene, ki so jokale ob poti. Lahko bi stokal in se pritoževal, lahko bi se užaljen kujal, pa se je potrudil in pozdravil in tem ženam spremenil dan, morda celo življenje. 9. postaja. Jezus pade tretjič pod križem. Tretji Jezusov poraz. V življenju je treba vedno dokončati nalogo. Življenje je težko in velikokrat gre vse narobe. Takrat sploh ne vidimo smisla v tem, kar počnemo. Vendar je treba pot vedno prehoditi do konca, tudi če na njej padamo, ker je to nekaj, kar nam je dal Bog. On pa že ve, zakaj nam je dal nalogo s težkimi računi. In pri tem nas napake veliko več naučijo kot zmage. Zato je treba hoditi in iskati vsak dan, zradirati napačen račun in ga narediti znova, dokler ne bo pravilen. In kakor Jezus vstati tretjič, četrtič, petič in stotič. Jezus je padel, da bi nas naučil vstajati. 10. postaja. Jezusa slečejo in mu dajo vina žolčem mešanega. Jezus daje. V življenju je treba deliti svoj sendvič z drugimi. Če imaš sendvič, nekdo pa ga nima, mu ga daj polovico. Če imaš bombone, jih razdeli s prijatelji. Če imaš prosto mesto pri mizi, povabi nekoga, ki sedi za mizo sam. Ker je edino, kar bo ostalo za vsem, kar imamo, naša ljubezen. Jezus je na Kalvariji razdal vse, kar je imel, tudi obleko. In vsi so si zapomnili, kako dober človek je bil do vseh, posebno do tistih, ki niso imeli ničesar. 11. postaja. Jezusa pribijajo na križ. Jezus je zvest. V življenju je treba pospraviti svojo sobo in opraviti še vse ostale svoje dolžnosti. Vse to zato, da se naučimo, da marsikaj lahko in moramo narediti prav mi in nekdo drug. Ker tega, kar moramo narediti mi, ne more napraviti noben drug človek na svetu. Kot Jezus, ki je bil do konca zvest nalogi, ki mu jo je dal Bog Oče. 12. postaja. Jezus umre na križu. Jezus ima rad. V življenju je treba koga imeti rad. In treba mu je to tudi povedati in pokazati. Treba je nabrati rože, kupiti darilo, zapeti ali napisati pesem, treba ga je objeti, mu odpustiti, ga poljubiti. Tako kot Jezus, ki nam je na križu dal močan poljub, nas na široko objel, ko je umrl za nas. In od takrat dalje vsi vemo, da je Bog nekdo, ki nas ima resnično rad. 13. postaja. Jezusa snamejo s križa in ga položijo Mariji v naročje. Marija objame mrtvega Jezusa. V življenju je treba pojesti, kar ti dajo na krožnik. Včasih ti večere ni všeč, včasih bi rad kaj drugega, boljšega, slajšega. Vendar bi zvečer bruhal, če bi ves dan jedel samo sladkarije, in bi se pice naveličal, če bi jo jedel vsak dan. Starši nam skuhajo, kar je dobro za nas, in nam včasih privoščijo tudi sladkarije. Tako je tudi Bog Mariji dal težko darilo, mrtvega Jezusa.
A Bog nam, tako kot starši, vedno da tisto, kar potrebujemo. In dobro boš živel, če boš to, kar ti Bog da, zmeraj sprejel in objel. 14. postaja. Jezusa položijo v grob. Jezus je potrpežljiv. V življenju je treba počakati. Pred blagajno, pred rdečo lučjo na semaforju, v vrsti za malico, ko poseješ seme v zemljo. Počakati, da pride pravi čas. Ker po zimi ne rasejo jagode in poleti ne sneži, a pride vse, kar potrebuješ, vedno v pravem času. In ko čakamo, zorimo tudi ljudje, ne samo sadi na drevesu. Tudi Jezus bo vstal iz groba, ko bo čas za to. Najprej pa se mora odpočiti. Tako kot ti, zato zvečer le hitro spat, da boš jutri lažje podoben Jezusu.